No, kaj bo dej? Še enkrat. Iz ene žbice v 240 žbic. Česalo Einbock Grass Manager, to je avstrijski proizvod, štrigel se mu reče po nemšk. V glavnem, to je podobna zadeva kot brana. Ti straven, ko postrga mah, pa ta staro travo ti vam potegne, pa prezrač travno rušo. Je pa razlika, da tega lahko še uporabljaš tudi poj za žita, za koruzo, za krompir, za vse sorte se poj še lahko ponucata. Tale česav je 6 metrski, 4x po 1,5 metra ima enote. Transportna širina je 3 metre, da se pa dobiti te česale od 1,5 metra pa do 12 metrov, pa imaš pa še vlečene 18 metrov pa 25 metrov, tako da variant je cel kup. V primerjavi z brano je tole tudi malo dražji zadeva, ker je pač več elementov, pa več nastavitev, pa ne vem kva še vse. Imaš tole, pa tole. Sem pa na pol pokazal, kva kaj pride prav, za kva se kaj nuca. Bomo vse videli, za kva kaj. Eno lajtango imaš za spuščati tele enote gor pa dol. Bom šel danes temule na traven ta prvo, bom šel pa še na žit, ga šel malo počesati. Malo se moramo greti, bom pa na pol še malo več povedal v temu česalu. Let's go! Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. A little love Santa and I'm out at you. Just kicking this can along the avenue. But I'm alright. No, da legam ta prvi v traven zapodu. Ampak še prijem začne delati, ga treba malo nastaviti. To se pravi, treba je nastaviti agresivnost telik žbic, da jo bolj praskale, da jo dosti upodna. Treba je nastaviti kolesa, višino koles, da bo ta prava višina, to se tle nastavlja. Pa treba bo nastaviti čedile, da bo kartino odbil, da jo likem prav nizk. To se pravi, ne 2 prsta morajo biti odpodna, 2-3 prste morajo biti odpodna. V tem položaju je pa že poglihan. To se pravi, zdaj na vsake enoti je treba ta prvo nastaviti agresivnost. Da se pa tudi dobiti na masročenega, se da hidravlično nastavljivega dobiti, cilindri. Na vsake enoto prije tele cilinder, ampak ta ima serijsko-mehanske. No, zdaj je agresivnost nastavljena na 4. Za travo se ponavadi nastavlja od 3 pa do 5, za žita je pa od 1 pa do 3, tam nek za agresivnost. No in tako je, če ima sedmico, tako kot tale, je mišljena za travo, za koruzo, za žita, za vse. Pa imaš osmico, eno več, 8 mm žbice, ti se pa, če imaš večino travo, pa še tudi malo žit, obstajajo pa tudi 10 mm žbice, tiste so pa tam močne, tiste so pa mišljene samo za otraven. Tako da ja, zdaj pa treba nastaviti še dile pa kolesa, da je to ta prava višina. Koliko ga dol spustiš, ga pa še malo naprej potegneš, zato da se žbice nastavijo na poden, ker zdaj so preveč v luft, ker naprej potegneš, pa vse skupaj malo zategne. Pa mora dile dvigati, ali pa kolesa dol zdaj na luft. No, zdaj je pa to nastavljeno za tole travo, prvem bližnjem, tako da mislim, da gremo kar naprej devati. No, je pa takole, tele objemke pa ketence. To je mišljeno zato, da je tale enota ne skače, zdaj so fiksirane. Na travenki je priporočljiv, da so enote fiksirane zato, da ne odskakijajo. Na žitu je pa bolj, če so na ketence, zato da je majhen malo bolj plava. Pa ga bom pa na žit prišel, bom pa tele objemke dol vzel, da bo na ketencah, da je imela enota majhen hoda. No, zdaj je tale kajelca tle nastavljena, to se pravi, da je česav pride malo naokrogel, da je malo, tako rečen, malo zlomen pride. Ta krajne 2 enote prideta dol, lahko se pa naštela, da je česav čist naravnost. To je pa bolj za žita mišljen, pa če greš brez kolesa dela, da ne povoziš. No in če češ, da so zunanje enote fiksne, tega le potegneš ven, pa ga prestaviš sem le gor. Evo, zdaj je pa komplet ta šasija naravnost. Prej je bo malo okrogel, zdaj pa naravnost. Zunanje enote so na isti višini, kot notranje. No in tele vse enote so pripete na osi,
zato da se zibajo. To gre takole dol pa gor. Ima pa 6 vrst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 padilo. In tudi vsaka žbica takole, ki pride, če gledaš takole z konca, vsaka svojo potko dela. To se pravi, na 2 cm pa pol je svoja žbica. Tako da ne gre ena za drugo, ampak je vse razporejen. No in tudi te žbice niso vpete čez ror, ampak so vpete zadaj. Za roran, zato da imajo maksimalno hoda. Levo, desno, gor, dol. To je nov šudlomu za materne. Vpete so pa na to okrogel štang, ror ima moč. Tole, ki nastavljaš agresivnost, jaz nekdo tele šplente poštadiral okrogle, ker to se pa vtrga. To preden je dol dobiš, te že toliko prsta bolejo, da je noro. Tako da ja, no da grem pa divat. Potegne ven staro travo, mah, zrahla ručno, pleve v nič. Polje, kdo bo tebe ljubil. Ja, čist za malo tej falu, v naslednjo pa ti prideš na vrsto, brez skrbi. Drugače pa danes ta časal montira tudi pnevmatski sajalnik, tako da če pa tukaj dosajavati kakšno travo ali pa na novo sijat. Veš, kaj to fan vam potegne, ega? Evo razlika. V glavnem travam, ki so prečesan, zdaj pa še nažit. Ajde, živ. Malce more biti, tako? Midva sva zdaj na žit, tako da bova tole agresivnost dala na manj, bolj na minimum, da ne vse zrit. Dile bova dvignila, ki jih ne rabva, a pa se tu dol vzamajo. Zdajle so te enote fiksne, ampak bova pobrala tele objemke dol, da bo pa na ketencah. Da bo majhen bolj plaval, da ne bo preveč fiksen. Ko bo žite treba malo bolj nežno. Evo, takole se štela pa je agresivnost. To je maksimalno. Tako gre pa poj manj. Zažit mora biti malo bolj easy. Tako, zdaj če se obršti manj za nažit, tisti nekaj malo zabut tla, da ga ima pa mi malo požvel, da bo začel rast. No, zdaj so te enote na ketencah, da takole, da ima plava, da ima odskaki, da ni čez fiksen. Vaga veter vleče, ga kabak, po moje, da vsak čaj drž. Še ta zadnjo nivo je treba hitro narediti, pa je pa fertik. Pa tale česav, če kakšen ga zanima, bo majhen snej, ka pa nov, zato ki je pač rabljen. Zdaj se vidi, koliko je rabljen. Se sploh ne vem, nekaj gre sneh, dobesedno gre sneh. Čudno je, čuden vreme je, čuden.
No evo, jaz sem zdaj počesal, gotovo, predržjam. No daj pa caj, da gremo eno gospodarsko reči.